Dobrodošli v seriji Forbesovih pogovorov 30 po 30. To je pogovorov z mladimi, ki premikajo meje. Sem Bojana Humar, urednica Forbesa Slovenije, in z mano je igralka Gaja Filač, članica ansambla SNG Drama Maribor. Njena zbirka vlog sega od mladinskih filmov, televizijskih serij do zahtevnejših gledaliških vlog. Preizkusila se je tudi v tujini, tudi v televizijski oddaji, širši javnosti pa je v Sloveniji poznana predvsem iz serije Skrita v raju. Gaja, pozdravljeni. Dobro jutro, Bojana. Zelo zgodaj ste že začeli, ste naredili prve igralske korake pri 15 letih za vlogo v celovečernem mladinskem filmu Rdeča raketa. Pa me zanima, kako močan pečat je ta izkušnja pustila na vas, tudi zato, ker ste bili takrat v obdobju odraščanja, pa morda potem tudi za kasnejše odločitve za igralsko kariero. Izkušnja Rdeče rakete oziroma sodelovanje pri kreiranju mladinskega filma Rdeča raketa je v bistvu pri meni povzročilo to, da sem se v bistvu do konca zaljubila v ta poklic. Jaz sem se takrat zaljubila v sam proces nastajanja filma, nastajanja te zgodbe, v igralski poklic, in mislim, da je to je bil en velik korak proti temu, da sem v bistvu se potem na koncu 4 leta pozneje odločila za to, da pač se preizkusim na sprejemnih izpitih na Agrafeta. Tako da takrat sem v bistvu vse skupaj vzljubila. Še preden ste se vpisali na Agrafet, ste imeli še eno pomembno izkušnjo igralsko, in sicer ste dobili priložnost za delo v tujini, če sem si prav zapomnila, že v gimnaziji, v seriji Love, Lies and Records BBC-ja, kjer ste v prvi sezoni imeli tudi stalno stransko vlogo. Kako je prišlo do tega sodelovanja in tudi kakšna je bila ta izkušnja, če recimo primerjate z snemanjem televizijskih serij v Sloveniji? Torej, jaz sem najprej snemala Rdečo raketo v 1. letniku gimnazije, v 4. letniku gimnazije sem pa dobila priložnost za v bistvu sodelovanje na tej BBC-ovi seriji. Do sodelovanja je prišlo v bistvu tako, da je bila del tega projekta že Katarina Čas. Midve s Katarino sva se poznali, ona je enkrat delala kot asistentka režije pri neki reklami, kjer sem jaz sodelovala kot otrok. Stara sem bila, mislim, da 5 let takrat, 4 leta, kaj takega. In od takrat naprej sva se na vsake toliko časa srečali in jaz sem jo imela vedno zelo rada in tako, nisva se pa blazno veliko videvali, no. Ampak nekako potem, ko je ona postala del tega projekta, je njen agent v bistvu začel iskati oziroma delati tudi avdicije za eno mlado Slovenko, ki so jo v bistvu v tej isti seriji tudi potrebovali. In med drugim torej avdicije so delali po celem Balkanu in sodelovali tudi z drugimi agenti po Balkanu, ampak med drugim se je tudi Katarina spomnila, takrat je že vedela, da sem jaz tudi malo v teh igralskih vodah, se je spomnila name in je v bistvu potem to omenila agentu. Slovenija je res majhna zaradi tega, ker je ta agent tudi bil agent od bivšega partnerja od moje sestre. In potem sem v bistvu z njim naredila avdicijo in v bistvu v roku 2 dneh ugotovila oziroma dobila sporočilo, da sem sprejeta. Tako da je v bistvu celotna stvar je v bistvu splet nekih čudnih naključij. V pravem času sem bila na pravem mestu, tako bom rekla, no. Potem pa, vprašali ste me tudi, kako se to razlikuje od naših običajnih slovenskih serij. Celotna izkušnja kakšna je bila? Koliko časa ste snemali? Snemala sem, mislim, da, veste, jaz sem takrat bila lih v 4. letniku gimnazije, ko sem delala maturitetne v bistvu izpite, oziroma, pisala sem maturo in opravljala zadnje teste, zaključne teste na gimnaziji Poljane. In jaz sem bila takrat res tako na avtopilotu, no, takrat se je življenje odvijalo izjemno hitro. Mislim, da sem pol leta snemala, lih zaključek 4. letnika je bil to. In jaz sem 2-krat na teden v bistvu letela v Lic in potem nazaj v Slovenijo, pisati teste, spet v Lic snemat, nazaj pisati teste. In velik del te izkušnje se sploh ne spomnim, ker je vse potekalo res tako hitro in ker sem mogla biti izjemno disciplinirana, organizirana in sfokusirana. In je bilo nekako, kot da je bilo moje telo v stanju nekega šoka, v katerem je pač pozabilo na 3/4 stvari. Ampak, kakor se spomnim te izkušnje, je bilo vse zelo profesionalno, vse je teklo zelo gladko.
na naših slovenskih setih ni lih tako. No. Naši slovenski seti so bolj taki domači, več stvari gre narobe, bolj smo sproščeni med sabo, bolj smo kolegijalni, več se zafrkavamo, tam pa res vlada stroga disciplina, strog protokol, kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno. Ni improvizacije. Ni neke improvizacije, no. Ampak, ja, predvsem to bi rekla. Ampak obe izkušnji sta mi recimo ljubi. Izkušnja slovenskih setov in izkušnja tujih setov. Vsak mi nekaj da na svoj način, no. Čeprav ste še zelo mladi, kot sem omenila, je zbirka vlog, ki ste jih odigrali, zelo bogata. Recimo v gledaliških predstavah ste igrali v Lepe vidi, lepo gorijo, Peter Pan, Penelopijada, Dnevnik Ane Frank, Knjiga v džungli, Snežena sestra, Morska deklica in Ljubezen tudi. Pa recimo v Beograjskem triju in v življenju in časih Bertolta Brehta. V televizijskih vlogah vas prav tako zelo pogosto videvamo recimo v Eni žlahtni štoriji, Life je tekma, Jezero, Leninov park, Dolina rož, Košarkar nebo, V imenu ljudstva in v že omenjeni seriji Skrito v raju. Namenoma sem vse to naštevala, da se res vidi to bogatstvo oziroma kako raznolik je vaš igralski jezik. Pa me zanima, kako se lotevate vlog. Morda je to zelo klišejsko vprašanje in vas zelo pogosto sprašujejo, ampak me res zanima, kako se potopite v te like, kako globoko greste. Greste zelo analitično, bolj intuitivno, oboje, odvisno od lika. Kako se lotevate likov? Dobro vprašanje, ni klišejsko, dobro vprašanje. Hvala. Jaz bi rekla tako, da se najprej vedno trudim lik nekako razumeti, res tako na racionalni ravni, da skušam res iz teksta, iz tega materiala, ki mi je dan, nekako izluščiti to, kar je bistvo, izluščiti vse razloge, vse posledice, povezati med sabo vse informacije, ki mi jih je nek avtor dal, in potem nekako, ko mi na nivoju racionale oziroma na nivoju nekega logičnega razmišljanja stvari štimajo, začnem ta lik v bistvu naseljevati v svojo dušo, bi temu lahko rekla, oziroma v svojo psiho. In se ga trudim v bistvu nekako razumeti iz stališča človeka, iz stališča ženske, iz stališča kogarkoli pač, ne. In nekako takrat se nekako trudim tudi vklopiti torej te emotivne dele sebe, in narediti tudi te usporednice, no. In mislim, da je pri kreiranju lika blazno pomembno ravno to, torej da pač nekako štimajo stvari na nivoju racionale in na nivoju neke psihe, psihologije in nekih emotivnih pač občutkov. Tako da to bi rekla. Trudim se pač vedno spustiti čim globlje v lik. Zdaj bom rekla tako, ko gledam za nazaj, ko sem bila mlajša, mislim, da tega nisem toliko počela zares. Mislim, da sem mogoče bila preveč površna. Zdaj, v bistvu v zadnjem letu nekako sem si pa res dala nek izziv igralski, tudi za naprej, da res želim narediti te like, ki so pač na papirju tako papirnati, da jih res želim narediti človeške. In da je v bistvu neko moje glavno vodilo pri kreiranju vloge to, da jih naredim človeške. In da res postanejo, da postanejo ljudje, no. Z nekimi svojimi občutki, čustvi, dobrimi stvarmi, slabimi stvarmi, hibami, plusi in tako naprej. Ali je to poglabljanje v like, recimo, se razlikuje, če igrate recimo za kako televizijsko serijo, ali pa če igrate recimo imate kako gledališko vlogo? Ali niti ne? Veste, kako je? Zdaj pri snemanju televizijske serije, sploh če je to dnevna serija, je v bistvu to tako, da ti medtem, ko ti dobiš neko količino materiala pred snemanjem in si ga lahko prebereš in se na to pripraviš. Ampak pol v eni točki, v bistvu, ko snemanje začne teči, ti določenega dela besedila še nisi dobil, določenih epizod, in jih dobivaš tekom snemanja. In enostavno v eni točki je toliko recimo velik, toliko je naporno snemati 12 ur na dan, iti spat, se zbuditi čez ne vem koliko ur in spet iti snemati, da v bistvu nisi sposoben se čist iz nekega človeškega vidika in nekih človeških potreb, nisi se sposoben v tako kratkem času
toliko pripraviti v bistvu globoko na neko vlogo, kot se recimo lahko v gledališču, kjer proces traja 2 meseca, recimo 2 meseca pa pol, nekateri celo dlje in se res ogromno časa presediš za mizo in potem si ogromno časa v prostoru in raziskuješ in doma razmišljaš o tem in tako naprej. Tako da, ja, absolutno je pač žal narava snemanja oziroma dela v gledališču in na televiziji drugačna in posledično se kdaj zgodi, da se ne moreš na vse stvari enako dobro pripraviti. In včasih je to tudi dobro, recimo. Včasih je dobro, da nisi ti, da se obsesivno ne pripravljaš na nek lik, ampak pač slediš samo intuitivnem nekam. Ne? Včasih iz tega nastanejo najbolj pristne in najbolj naravne stvari. Ne? Tako da ni nekega enotnega pravila. Ne? Jaz nekako probam tukaj delati glede na nek svoj občutek. Včasih si rečem, čutim, da mogoče te scene bi pa boljš naredila, če se ne pripravim v nulo na njih, če jih ne drdram vsak dan doma. Mogoče sem boljša, da si nastavim neke osnovne koordinate in potem pustim, da se v odnosu do soigralcev oziroma v odnosu do nekega prostora, v katerem se znajdem, zgodijo stvari po svoje. Pri nekaterih stvareh, ki pa vem, da zahtevajo pač neko natančnost in preciznost, pa pač posvetim temu res več časa tudi. Ni treba več naštudirati. Tako. Katera vloga recimo vam je bila doslej največji izziv? Ker imeli ste nekaj tudi zelo kompleksnih, recimo Sonja in Ljubezen tudi, zelo kompleksen lik, čez res pisano paleto čustev gre, ali pa Bera v Beograjskem triju, za katero ste lani tudi prejeli nagrado za najmlajšo, nagrado za mlado igralko na Sterijinem pozorju v Novem Sadu. Je to bila kera tretja vloga, katera vam je bila res moče najtrši oreh? Pa jaz imam feeling, da vsaka vloga mi je zelo trd oreh na začetku, ko se spoznam z njo. Nekako nimam neke hierarhije, katere so mi bile v večji izziv, katero v manjši izziv. Vsaka vloga mi je v blazno velik izziv. In pred vsako vlogo imam na začetku čutim enako mero strahu spoštovanja. Tako da težko to rečem. Lahko rečem zgolj iz nekega vidika, tako, če naredim korak nazaj pa pogledam na svoj opus, lahko rečem, glede na material pa glede na neka emotivna nihanja, se mi mogoče zdi vloga Sonje iz In ljubezen tudi največji izziv. Ne? Ampak se držim tega, da nobene vloge ne podcenjujem in da nobene vloge ne jemljem za manj pomembno in da se vsake vloge lotevam, ne glede na to, a je stranska, a je glavna, ali je velika ali majhna, z enako mero neke angažiranosti in neke ambicije in nekega pač optimizma. Se včasih, recimo pri določenih predstavah, tudi stranski akterji, Absolutno. Zelo izstopajo svojo odlično igro. Bom rekla zasenčijo, ampak recimo so enako vidni, enako pomembni kot glavni igralci. Ja, veste, mislim, da je zelo lahko narediti glavno vlogo, ki je pač taka, kako se reče, ki je pač vidna, ki pusti nek vtis. Pač vse glavne vloge načeloma pustijo nek vtis, zaradi tega, ker imajo največ prostora v nekem besedilu, v neki predstavi. Težje je v bistvu dobiti nek manjši kos, pa iz njega narediti neko izstopajočo kreacijo. In jaz v bistvu velikokrat opazim to, da me najbolj recimo presunejo ali pa najbolj se me dotaknejo ravno tisti igralci, ki so uspeli iz neke majhne stvari narediti neko res bravuro. Tem igralcem jaz najbolj ploskam, recimo. Tako da mislim, da ni majhnih pa ni velikih vlog. Mislim, da je vsaka vloga enako pomembna in enako dobro jo lahko narediš, samo če pač si izbiješ iz glave to prepričanje, da obstajajo majhne in velike vloge. Recimo, katera čustva pa mogoče najlažje zaigrate ali so vam mogoče najbolj blizu, naravna, ali ne vem, kako bi rekla, ali so katera, kjer vam je težje? Zato, ker ko sem vas gledala v različnih vlogah, se mi je zdelo, da ste povsod enako dobri, jezni, žalostni, veseli, da sem vedno čutila jezo ali veselje ali žalost, ki ste jo igrali. Trudim se biti v vsaki emociji dati, v bistvu vsako emocijo doživljati enako intenzivno, bom rekla. Ampak seveda je pri enih emocijah večji izziv
za ene emocije večji izziv torej jih doživeti kot za druge, ne. Mogoče mi je najlažje, ja, jaz sem pač po naravi, mogoče ste tudi verjetno opazila, da sem taka nasmejana, optimistična, probam tudi na tak način gledati na življenje, na svet okoli sebe, čeprav je to zadnje čase precej težko, ampak vseeno nekako probam ohranjati ta joie de vivre v sebi, ta pozitiven odnos do sveta in mogoče zaradi tega so mi take pozitivni momenti, pozitivna čustva, tako rekoč, ne, mi jih je lažje odigrati, ne, ker so to zelo velik del mene. Mogoče ta bolj ranljiva čustva, ki jih sicer skrivam pred svetom in ki jih pač ne razdajam kar tako, pač težje mi je to uprizarjati v gledališču ali pa na filmu ali pa kjerkoli, zaradi tega, ker je to nekaj, kar je moje, česar ne delim s svetom in posledično je tudi težko si predstavljati pred, ne vem, 300 ljudmi, ne vem, doživeti pristno jezo ali pa pristno žalost, ne, zaradi tega, ker veš, da si viden in veš, da te gledajo in ni lahko biti ranljiv v takih situacijah, ampak nekako poskušam vedno. Probam ne siliti, če ne gre, ampak zaradi tega, ker verjamem, da pač žalost ne pride zgolj preko solz, lahko pride preko glasu, lahko pride zgolj preko nekega stanja, ne rabijo biti nujno solze, ampak vedno se probam približati temu, kar imam tisti dan v sebi. Kdaj je tega več, kdaj je več prostora za to, da doživljam take emocije, kdaj je manj, ampak pač probam biti tudi jaz ne preveč kruta do sebe in preveč pričakovati od sebe. Ja, ker je res, da je to odvisno verjetno tudi od dneva, v kakšnem stanju si, kaj se ti dogaja in kako potem lahko določeno emocijo odigraš enkrat tako, enkrat drugače. Ali pa. Jaz mislim, da je smrt teatra to, da probaš vlogo vsakič odigrati na isti način, kot si jo prejšnjič, pa še predprejšnjič. Mislim, da ker nisi robot, ne? Ne, pa teater je živa stvar, teater je živa stvar, teater se spreminja, predstave se spreminjajo. Predstava na premieri bo totalno drugačna od predstave, recimo čez 30 ponovitev. Mi smo živi ljudje, kakor ste rekli, nismo roboti in mislim, da je to najbolj normalno. In tudi ljudem največ daš na tak način, če greš tisti dan s tem, kar imaš. Ne pa, da samo ponavljaš, samo pač reproduciraš tisto, kar je bilo prejšnjič, ker potem pride do nepristnosti. To ni v redu. Je kakšna taka vloga, recimo, ki bi si jo pa izrazito želeli zaigrati? Čistko intimno, da rečete, to bi pa res rada enkrat v življenju igrala? Nimamo zdaj specifične vloge v smislu nekega lika iz kakšnega dela ali pa karkoli, ampak trenutno sem v neki fazi, ko bi si želela izjemno dobiti neko vlogo v filmu, ki je v bistvu, ki temelji na v bistvu nekem majhnem številu besed. V bistvu to je neka čudna želja, ampak želela bi si preizkusiti v bistvu v tem, koliko v bistvu rabim sploh dozirati emocije, da pride na dan to, kar pač v bistvu nek prizor rabi od mene. Zakaj film? Zaradi tega, ker mislim, da film je najbolj občutljiv na moč igre. Torej v teatru, tudi če greš kdaj malo čez in tako naprej, mogoče še zdrži, zaradi tega, ker so, ne, ljudje sedijo tudi v 15. vrsti in tako naprej. Ampak v filmu se pa res mislim, da je pa ta meja, je pa tako enkrat, ko prestopiš, se to vidi takoj, ne. Čez. Ja, in bi se v bistvu želela bi sama sebe preizkusiti v tem, čisto v tem nekem minimalizmu. V bistvu, koliko je sploh treba, da je dovolj oziroma da ni preveč. Vam je v igralskem svetu kdo mogoče pri tem za zgled oziroma? Veliko ljudi, veliko je pri nas dobrih igralcev, v bistvu ogromno nekih igralcev. V smislu tega, kar bi si želeli igrati, to mislim, ne? Ja. Minimalizem z malo besedami prikazati čim več. Ja, zdaj, težko mi je navesti te igralce, zaradi tega, ker bom definitivno nekoga pozabila in mi potem hudo, ko se bom čez pol ure vozila v avto. Pozabila sem. Ja. Ampak ja, pač ogromno, mislim, res imamo dobre igralce, no, v Sloveniji, res. Tako da absolutno je veliko takih, ja. In tudi veliko enih režiserjev, recimo filmskih, s katerimi bi se želela delati tukaj pri nas, ne, ki vem, da mi je njihova poetika, mogoče način gledanja na film, na zgodbo, bolj na zgodbo, ja, ki mi je blizu, ne. Veliko je teh ljudi, ja.
Ko sva pri filmu, v zadnjih letih je v Sloveniji nastalo res zelo veliko televizijskih serij, ki so hitro postale popularne. Sva že omenili Skrito v raju, pa Usodno vino, Ena žlahtna štorija in še druge so bile, nazadnje recimo Takšno je življenje. Te serije so nekakšen magnet za ljudi, pa me zanima vaše mnenje, zakaj je tako? Ker se poistovetijo z liki v serijah, morda celo potem navijajo za njih, si enega izberijo in ga sledijo. Zakaj ljudje tako radi gledamo serije? Jaz mislim, pa lahko tudi malo sklepam iz tega, zakaj jaz rada sklepam serije, da ti včasih v bistvu po napornem dnevu se paše uležt na kavč in v bistvu nekako izklopiti možgane za tisto 1 uro. Mogoče imaš tak poklic ali pa imaš mogoče toliko enih obveznosti v dnevu, da si ne moreš vzeti zdaj recimo 2 uri za film, ampak si pa lahko vzameš v bistvu 1 uro pred spanjem, da pogledaš, ne vem, 1 epizodo in tako naprej. Poleg tega mislim, da ljudje hrepenijo po tem res nekem lahkotnem, po nekih teh lahkotnih zgodbah, po res po teh stvarih, ki jih sprostijo, ki jim v bistvu omogoča, da po napornem dnevu odložijo vse te obveze in naj si vzamejo nekaj časa zase, za svojo družino, in mogoče je to tudi lahko razlog, zakaj se družina zbere skupaj pred ekranom in nekaj si skupaj pogleda, ne? Tako otroci, tako kot odrasli in tako naprej, ne? Da je to res nek tak ritual lahko za družine. Tako da ja, mislim, da je želja po tem, ja. Pa mislim, da je nasplošno želja po tem, da jaz opažam to, da so ljudje lačni gledati slovenske stvari, ne. Ker je v bistvu paradoks, ker jaz vedno sem poslušala že od majhnega, kako so slovenski filmi za nič od ljudi in kako mi ne znamo narediti slovenskih filmov in kako so vse serije za nič. In pogledate, humorni, ja. Tako je, tudi če pogledate neke komentarje na nekih člankih po kakšnih znanih, ne, teh portalih, vidite, da tam ljudje lahko samo slabe stvari govorijo o slovenskih serijah in filmih in nasplošno vsem, kar pač pride na tiste portale, ampak pustimo to. Ampak na koncu pa pač ljudje to gledajo, res. Naša serija Skrito v raju je imela res enormno količino gledanosti in tudi te, ko smo imeli meet and greete, oziroma torej pridi in spoznaj, ne, dogodke, je bilo res ogromno količina ljudi, ki nas je hotela spoznati. Tako da jaz mislim, da je želja po tem, da se gleda naše stvari, ne. Samo pač, ja, na pravi način mogoče morajo biti te naši produkti plasirani, naše serije in naši filmi. Ali se vam zdi, da mogoče v igralskih vrstah ali pa tudi sicer v nekih umetniških krogih, da je mogoče nek predsodek ali pa, ne vem, kako bi rekli, nek vzvišen odnos do teh komercialnih serij? Ja, absolutno. Absolutno je tega ogromno. Ga zaznavate? Ja. Mislim, da že takoj, ko prideš na akademijo, začneš že ti sam imeti nek predsodek do tega, ne. Nekako je tam taka vzgoja, pa jaz ne rečem, da je to slabo, samo nekako ti to zleze pod kožo, da pač vsi si predstavljamo, da bomo delali samo umetnost in da bomo delali samo umetniške stvari in da bomo delali samo kvaliteten teater in kvalitetne filme in tako naprej, ne, stvari z globino in tako, z neko psihologijo zadaj in tako naprej. In se mi pa zdi, da je tudi ena stvar, da se ti na akademiji razvije neka mera kritike, velika mera kritičnosti, zelo rataš bolj kritičen, no, karkoli gledaš, začneš gledati bolj tako, aha, kaj je šlo narobe, aha, kaj je dobro, ampak razvije se pa ta tudi kritičnost do te mere, da začneš mogoče postaneš malo, kako se reče po slovensko, judgmental, oziroma da začneš soditi stvari, ne? Torej, da začneš gojiti predsodke, ne? Da nekaj, kar je drugače od tega, kar ti misliš, da je prav, da je pač to že narobe in da je to slabo in gor, dol in levo, desno. Pač jaz se strinjam, da absolutno so področja v našem fahu, torej v naši profesiji, ki bi se jih dali narediti bolj kvalitetne, ne? Ampak mislim pa, da to ni razlog, zakaj bi pač na te stvari gledali zviška, recimo na dnevne serije ali pa karkoli. Jaz mislim, da, ne vem, jaz osebno vem, da jaz sem zelo radoveden človek, jaz se rada preizkušam samo, zato ker če se enkrat ne bom preizkusila v dnevni seriji, ne bom vedela, a mi je všeč ali ne. Nisem pa tak človek, da bi že a priori rekla, ne bom delala dnevni seriji, ker mi to ni všeč. Ne, ker ne vem, kako je to delati. In gremo v bistvu vse te projekte, pač,
komercialne, nekomercialne, v katere grem z neko mero pač radovednosti, z nekim zanimanjem, kaj pa to pomeni, kaj pa to pomeni, kakšen način dela je to, kaj to prinese za sabo, kakšen način ustvarjanja je to. In ves čas je ta predsodek nekje zadaj. Pač, sploh zaradi tega, da enkrat, ko pač tudi si v neki komercialni zadevi, ti ljudje dajo to oznako in te mogoče za nekaj časa tudi ne kličejo, recimo na kakšne audicije, za kakšne bolj umetniške stvari in tako naprej in te označijo, da pač ti si ta človek, ki recimo igra v komerciali ali pa karkoli, ampak pa na koncu je na tebi, da se v bistvu na koncu dneva pač znebiš vseh teh stvari, teh plaščov, teh predsodkov in si rečeš, ne, mene to ne bo determinira, zato ker ljudje bojo vedno bojo govorili slabe stvari. Vedno bojo ljudje, ki bojo pač sodili. Vedno bo to. In če bom jaz v bistvu svoje življenje prilagajala na te ljudi in bom delala samo to, kar ljudje okoli mene mislijo, da je prav, da delam in da bom delala samo delo, ki ga oni cenijo, ne bom kaj dosti daleč prišla. Niti ne bom na koncu verjetno srečna. Tako da to je pa pač eno delo, ki poteka doma in je zelo težko. To delo s tem, da si dopoveš, da si ti v redu in da to, kar ti delaš, da je v redu in da se lahko pomiriš s tem, kar delaš. Ne? In tudi to, recimo, jaz sama pri sebi se pomirim s tem, da jaz ne gradim svoje identitete okoli nobene vloge. Jaz ne gradim svoje identitete okoli Lare, v Skrito v raju. Jaz sem tako, to je bilo neko obdobje, to je bila vloga v mojem opusu. Ja, pač ponosna sem na njo, imam jo čist rada in tako z veseljem bom povedala, da sem to počela, ampak gremo potem tudi s svojim življenjem naprej. Ne bom tam zaostala in tam bila 10 let. Ne? In pač tako počnem z vsako vlogo. Pač samo mlad človek sem v tem svetu, ki preizkuša stvari in skuša ugotoviti, kaj mu je všeč in kaj želi pač delati. Kako težko je dobiti vloge? Ja, je težko. Mislim, da je kar težko. Mislim, da enim igralcem težje, drugim lažje, ampak res mislim, da je ta zadeva, da ni vse odvisno samo od našega talenta. Ja, verjetno je velik del, ampak ne pa vse. Včasih moraš biti v pravem času na pravem mestu, oziroma velikokrat moraš biti v pravem času na pravem mestu in ustrezati neki tudi režiserjevi viziji, kako si on predstavljal vlogo. Ne vem, mogoče si on predstavljal v neki vlogi, ne vem, neko svetlolaso punco, pa si ti temnolasa, pa pač že a priori ne boš bila prva v vrsti. Mogoče si je predstavljal, da je, ne vem, ženska, ki pride na audicijo, bolj mogoče introvertirana, ti si pa ekstravertirana in prideš že takoj na audicijo blazno, polno energijo in bo že takoj režiser bil tako, mogoče ni njen karakter čist tak, ki paše na to vlogo, kakor sem si jo jaz zamislil, mogoče je ne vidim čisto tem. Tako da je zelo veliko tega odvisen, res pač ne od tebe, no? Veliko je odvisno od drugih ljudi. Tako da ja, pač kar se tiče tega je težko. In ne vem, ampak neki drugi igralci pa kar snemajo, ne? Pa so iz enega projekta grejo v drugega, pa grejo v tretjega, pa četrtega, tako da mogoče, če njih vprašate, bo rekel, da ni tako težko, ampak jaz, kakor opazujem sebe pa svojo okolico, ni tako lahko, no. Kako se pa recimo soočate z ustvarjalnimi krizami, ki verjamem, da so sestavni del vašega poklica? Kako presekate hudiča na pol? Ustvarjalne krize mislite mogoče takrat, ko torej v nekem procesu neki verjetno neka bremza. Ko nekako se ustavi in ne gre naprej. Jaz mislim, da se mi to zgodi v vsakem procesu. Mislim, da itak, če gledamo psihološko oziroma po psihologiji, ima ustvarjalni proces itak tudi fazo inkubacije, torej fazo, ko stvari kar zamrznejo naenkrat, ne. Ampak po fazi inkubacije vedno pride faza, kjer se stvari razcvetijo. In mislim, da je ta del ustvarjalnega procesa izjemno pomemben in ga skušam, seveda pri meni to vedno pač težko zame to, ne, si dopovedati, to je zdaj, kar se mi dogaja normalno, ampak recimo vidim pa to pri svojemu partnerju, ki je filmski režiser, kako sem jaz vedno skušam dopovedati, takrat, ko imamo neko zavoro, to je samo faza inkubacije, nekaj, vse bo v redu, splava boš naprej, ne. Ampak, ja, pač to so v bistvu neki trenutki, ki sploh ne vem točno, kako jih premagam, nekako jih probam sprejeti, da so tam in narediti nek strateški plan, kako bom splavala ven iz njih, ne. Meni je zelo pomembno, jaz sem zelo angažiran človek, vedno nikoli sam ne plavam v nekem počutju. Če mi ni všeč mesto, kjer sem zdaj, se bom skušala premakniti nekam drugam, ne bom se tukaj zasedela. Da se premaga malodušje. Tako, mislim, da je to blazno pomembno in jaz vedno probam biti tako, pri tej vlogi sem se zdaj ustavila in ne vem, kako naprej, ne nazaj, režiser mi tukaj ne pomaga, nekako mogoče ne najdeva skupnega jezika, kar se tudi velikokrat zgodi.
In probam sama pri sebi, ne vem, ali, bom probala to zdaj pregovoriti s svojim partnerjem ali s svojimi kolegi, ali bom probala, ne vem, iti sama v gledališče in delati na tem, ali bom probala se posneti in videti od ozunaj, kako delam jaz sama. Pač nekako je treba pač oblikovati nek plan, kako pač to premagaš. Zdaj ste članica ansambla Mariborske drame. Katera bo vaša naslednja vloga? Lady Anne v Shakespearovem Richardu III. Kdaj bomo lahko gledali? Konec aprila Aha. je premiera. Tako da je. Preizkušate se pa tudi v vlogi televizijske voditeljice z kolegom Klemnom Kovačičem, vodita mladinsko oddajo Krompir. Pa me zanima, skozi ustvarjanje te oddaje, kaj vam sporočajo mladi in kaj bi vi njim sporočili? Krompir smo zdaj nehali snemati, Krompirja ne bo več, bo prišla nova oddaja, za katero še ne vem, če lahko povem, kako bo naslov, ampak prihaja nekaj novega. Kar mladi, jaz mislim, da mladi so izjemno ustvarjalni, to jaz opažam. Izjemno so ustvarjalni in so želi nekega ustvarjanja. In imamo res ogromno mladih, ki jih zanimajo različne stvari. In imamo ogromno nekega talenta med mladimi in nekih ambicioznih mladih ljudi. In v bistvu, ja, to je tisto glavno, kar jaz opažam, no, da če rečemo, da na mladih svet stoji, potem mislim, da bo ta svet stal dobro. Če bomo z mladimi tudi prav ravnali, ne? Ker mislim, da je tudi veliko odvisno od nas, no? Kakšen svet bomo predali tem mladim naprej. Ker predvsem vidimo, da so to neka bitja, ki so izjemno nepokvarjena, ki želijo delati dobro, ki sploh ne opažam toliko tega tehnološkega, ne, ves čas tipkanja na telefonu. Opažam tudi ogromno neke želje potem, da bi ustvarjali neke stvari v realnem življenju. Tako da je za spodbuditi. Ja, in je za spodbuditi. Na nas je pa to, ja, da pač jih spodbujamo. To, da jim omogočamo, da pač se razvijajo v te smeri, da jim damo pogoje, v katerih lahko pač sebe razvijajo kot osebnosti in tako. Za konec še veliko sva rekli, ali pa precej sva rekli o vlogah, ki ste jih igrali, pa me zanima, kdo ste pa vi? Ko ne igrate, kako bi se opisali, oziroma kaj vas veseli, kakšne so vaše želje, hrepenenja, cilji, kaj imate radi? Jaz sem zelo preprost človek. To vedno rečem in to bom verjetno vedno govorila, da sem predvsem v prvi vrsti, preden sem igralka, sem človek in to si želim zavedno ostati. In želim ohranjati te prave vrednote kot človek. Želim ne vse svoje vrednosti postavljati samo na igralski poklic in na to, kaj jaz kot igralka naredim v svetu, ampak želim tudi kot človek delati neko spremembo v svetu in želim opozarjati na stvari, za katere ni prav, da se dogajajo, in želim dati glas stvarem, za katere ni prav, da se dogajajo, ali pa glas ljudem, ki nimajo glasu, ali pa bitjem, ki nimajo glasu. In ja, v neki svoji osnovi v bistvu res si želim sem nekega mirnega ustvarjalnega življenja. Želim imeti možnost, da se razvijam kot ustvarjalka v tem svetu, brez da imam sploh pogoje za to, da dobivam izkušnje lahko, kar pomeni, ja, da pač moram dobivati, torej v gledališču ali pa v gledališčih in mora biti ustvarjeni pogoji, torej, da so neka delovna mesta, da se kliče torej, ljudi tudi svobodnjake in tako naprej, recimo, da imamo mladi sploh platformo, kjer lahko napredujemo. Kot drugo, ja, v svojem zasebnem življenju pa ja, želim si mir, želim si ljubezen, želim si gledati dobre predstave, gledati dobre filme, kuhati dobro hrano, potovati, videti svet, izkusiti pač lepote tega življenja. To je v bistvu to. Pač, tudi že po naravi kot človek sem radovedna in to pač skušam tudi v svoje življenje prenesti, ne samo v kariero. In želim imeti življenje, ki mi bo dalo v bistvu material za to, da iz njega črpam stvari za svojo kariero. No?
če bo moje življenje dolgočasno in če bom cele dneve samo doma in na telefonu in z računalnikom, ne bom iz nikjer mogla črpati neke občutke ali pa neka stanja za to, kar delam. Tako da ja, želim si samo doživeti stvari. Lepo. Gaja, najlepša hvala za pogovor in uspešno še naprej. Najlepša hvala tudi vam. Glavna podpornika izbora 30x30 Forbes Slovenija sta Mercator in Bosquar In. Podpornik kategorije Pop kultura in umetnost je zavarovalnica Sava.